Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci občine Ravne na Koroškem. Še poslednjič letos se sestajamo na zdaj že ustaljenih srečanjih po sejah občinskega sveta. Za vaš čas in pozornost, ne le današnjo, pač pa skozi vse leto, se vam že na začetku našega druženja najlepše zahvaljujemo. Tudi z vašo pomočjo smo med naše občanke in občane prenesli pomembne informacije o našem delu, prizadevanjih in vsem, kar sledi. Tudi tokrat sta na dnevnem redu dve točki, kot sledi iz vabila, ki ste ga prejeli. Prva poročilo o 21. redni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem in druga točka razno. Če se, preden predam besedo županu, ki bo poročal o vsem, osredinim na poročilo po 21. redni seji, ki je potekala to sredo in na kateri je bilo obravnavanih 14 točk, med drugim slednje vsebinsko prinašajo po redu obravnave na seji predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta Okolju prijazna Mežiška dolina, predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta Medgeneracijsko sodelovanje v Mežiški dolini. Nadalje sledi predlog odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na Rimskem vrelcu v prvi oziroma združeno tudi z drugo obravnavo, predlog aneksa k koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v občini Ravne na Koroškem. 10. točka, predlog cen uporabe pokopaliških objektov, grobnin, storitev grobarjev in pogrebnega moštva. Točka 11. Smernice za gradnjo malih hišk na lokaciji OPPN Čečovje jug. 12. točka, predlog za razrešitev in imenovanje novih članov lokalne skupnosti v nadzorni svet. Točka 13. Predlog za razrešitev in imenovanje novih članov v nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem. 14. točka je bila točka razno, zdaj pa besedo predajam županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu. Kot je navada, bi se mogoče sprehodili skozi sklepe, skozi točke in prva taka vsebinska točka je bila potrditev investicije imenovane Okolju prijazna Mežiška dolina. Tu gre za investicijo v okviru lokalne akcijske skupine LAS Mežiške doline, kjer sodelujemo vse 4 občine. In okolikor so projekti usklajeni med 4 občinami, ki smo tudi ustanoviteljice LAS-a, se ta sredstva ne delijo na način javnega razpisa, ampak gre tu za na nek način programiranje teh projektov, tako da ta projekt v bistvu ima zagotovljeno to finančno konstrukcijo, kot je v sami prijavi oziroma v samem tako imenovanem DIP-u. Projekt Okolju prijazna Mežiška dolina na Ravnah pomeni dve investicijski potezi, in sicer pomeni izgradnjo urbanih vrtičkov na robu Čečovja. Tu je na bivšem območju vrtov, imenovanim med domačini, saj Senica Tunf, gre pa seveda za vzhodni rob Čečovja, kjer se bo ta v neposredni bližini gradila 2 stanovanjska bloka, vendar pa občina ni tega celotnega zemljišča prodala, ampak je obdržala okoli 1500 kvadratnih metrov veliko zemljišče, kjer bo uredila torej s temi evropskimi sredstvi preko LAS-a projekt Urbani vrtovi, ki pomeni 22 manjših vrtov, obenem pa se tem vrtičkarjem bodočim zagotovi seveda vse, kar se potrebuje za neko urbano vrtnarjenje, to je od seveda zbiranja deževnice, javnega vodovoda do infrastrukture za odlaganje orodja, bioodpadke. Skratka, gre za prvi poskus na Ravnah urediti vzorno to urbano vrtičkanje. Podoben zalogaj nas čaka preko slej tudi na območju imenovanem Pigl, kjer je tudi zemljišče občinsko in so vrtovi, vendar zaradi premalo sredstev se bi torej pilotno lotili tovrstne infrastrukture javne na torej robu Čečovja. Je to ena stvar iz tega projekta. Druga pa je, da se na delu mesta od krožišča proti mestnemu jedru uredi ta promenada na desni strani. Če se zdaj peljete od krožišča proti mestu, boste videli veliko kant za smeti, da se torej te zelenice in pa seveda kante za smeti uredijo na urban, sodoben način, da se tu izboljša tako ravnanje z odpadki, kot pa seveda tudi sam izgled, urbanistični izgled mesta. In obe te dve potezi, torej ti urbani vrtovi na Čečovju in pa ureditev tega centra mesta, sta v skupnem znesku po predračunih 77 000 evrov, od tega bo država oziroma bo evropska sredstva bodo v višini 39 000 evrov, občina pa prispeva torej 37 000 evrov in skupaj je to ta projekt 77 000 evrov in je bil tudi potrjen potem na občinskem svetu.
Zdaj, naslednja točka dnevnega reda je bil tako tudi DIP na čisto podobno strukturo, torej vse občine sodelujejo, imenuje pa se medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini. Tu pa bi na Ravnah v sklopu tega drugega projekta, ki je v višini malo manjši, torej 61 000 evrov, od tega Evropa 43 000, občina pa 18 000, tu pa bi na Ravnah uredili igrala oziroma igrišče ob kulturnem centru. Kulturni center Ravne ima še okoli in pa glasbeni dom Ravne par teh zelenic oziroma ta nabrežina, ki se spremeni tudi v kulturno plažo poleti. Tu smo se odločili torej urediti urbano te zunanje površine, ki omogočajo potem tudi prireditve, delavnice in pa tudi zelo sodobna igrala, na katere so nas občani tudi opozorili, da v tem delu mesta manjkajo. In torej za teh 61 000 evrov bi se v nekem smislu medgeneracijsko uredila ta igrišča oziroma utrdile urbane površine, uredile klopi, prireditveni prostor in podobno, kar so zdaj seveda projektanti zrisali. Na tej brežini, torej, če imate v glavi, ko se gre čez most k kulturnemu centru, je taka brežina ob Suhi, tista brežina se uredi do izliva v Mežo in pa potem naprej je glasbeni dom in tam za glasbenim domom se uredi igrišče, ki je tudi inovativno v smislu glasbenih igral, vodnih igral in podobno. In tudi to je bilo potrjeno v občinskem svetu, ta drugi investicijski korak. Oboje pa bi se uresničilo potem v letu 2022, ker denar je zagotovljen, da se torej prične in konča prihodnjim letom. Naslednja točka je bil odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na Rimskem Vrelcu. V prvi obravnavi gre za pravno ureditev že obstoječe žičniške naprave tega otroškega smučišča na Rimskem Vrelcu, kjer je zakon pač zahteva, da se obstoječe žičniške naprave uredijo na ta način. In v obeh obravnavah je bila torej sprejeta ta normativno pravna podlaga za legalizacijo v skladu z novo zakonodajo torej tega smučišča. Naslednja točka je bil aneks koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v občini Ravne. Tu je najbrž vam znano, da od leta 2002 imamo koncesionarja, torej podeljena je javna služba oziroma koncesija za dobavo plina in seveda ogrevanje mesta z daljinskim toplovodom. To je že aneks številka 9 k tej pogodbi iz leta 2002. Ta aneks posebinsko pomeni premik investicij, kajti v tej koncesijski pogodbi mora seveda koncesionar, v tem primeru podjetje Petrol, vlagati v omrežje. Do konca koncesijske dobe, ki je 30 let, torej 2032, mora v to omrežje na Ravnah koncesionar vložiti še 940 000 evrov, ker pa v tem trenutku ocenjujejo, da v prihodnjih 2 letih ni potrebno toliko vlaganj, je bil sprejet ta aneks, da se lahko te investicije izvedejo kasneje in predstavljajo svojo neko rezervo, kolikor bi prišlo do potreb na omrežju. Koncesionar seveda je odgovoren za delovanje tega omrežja, ga upravlja, stalno nadzoruje, sploh zdaj, ko je kurilna sezona, in ocenjuje seveda, da v tem trenutku ni potrebno toliko sredstev vložiti. Vložilo bi se torej v drugem letu 210 000 evrov, kar vidite iz gradiva. V 2022-2023 torej bi se premaknile investicije na prihodno obdobje. To je bistvo tega aneksa, skratka, da vlaganja na srečo niso potrebna, je pa rezerva za naprej. Sistem je pa seveda tak, če slučajno ne bi bila potrebna vlaganja, pa seveda treba ta denar povrniti odjemalcem plina in toplote, kajti seveda to ni stvar proračuna, ampak stvar tistih, ki so na to omrežje priklopljeni. Potem naslednja točka, predlog cen uporabe pokopaliških objektov, grobnin, storitev grobarjev in pogrebnega moštva. Tu gre pravzaprav tudi za legalizacijo obstoječe rešitve. Te cene, ki so v gradivu navedene, so v uporabi že 3 leta in se z tem odlokom oziroma tem sklepom občinskega sveta ne spreminjajo, ampak se zgolj postavlja na nivoju občinskega sveta, torej ta tarifa, ki pa se v realnosti izvaja že 3 leta, tako da je bilo potem to tudi sprejeto. Ker je nova zakonodaja pač prinesla potrebo potem, da
to sprejme občinski svet. Potem pa mislim, da celo predzadnja, pred kadrovskimi, zadnja točka dnevnega reda, smernice za gradnjo, mi smo rekli malih hišk, oziroma gre za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta Čečovje jug. Tu je najbrž znano, da občina razpolaga z zemljiščem v velikosti 30.000 kvadratnih metrov, 3 hektarje, kjer je načrtovana gradnja 33 klasično velikih hiš in parcel. S tem odlokom oziroma s to spremembo odloka, ki pa je bila sprejeta na občinskem svetu to sredo, pa bomo tu umeščali več objektov in pravzaprav gremo v smer projekta, ki ste ga mediji že, bi rekel, spremljali, imenuje se angleško Back to the Village. Gre za idejo, da torej ponudimo občanom hiše, ki so manjše kot običajnih hiš, torej hiše v velikosti do 100 kvadratnih metrov oziroma od 85 do 100 kvadratnih metrov velike hiše v eni etaži na parceli, ki je velika od 200 do 300 kvadratnih metrov. Zato razredi so zaradi tega, ker seveda nimamo ravnine, ker bi lahko matematično razrezali, ampak gre seveda za neko topografijo hriba. In izdajšnjih, torej iz OPPN-ja, kjer je 33 gradbenih parcel, bi prišli na OPPN, kjer bo okoli 60 gradbenih parcel in bi lahko ta projekt, torej ta projekt hiše za 50.000 evrov, ki se imenuje Back to the Village, z dodatkom, torej da cena 50.000 evrov ni dokončna, ampak je treba prišteti še 50.000 evrov plus strošek nakupa parcele, plus strošek komunalne opreme, ker pridemo nekje na ceno med 80 do 100.000 evrov, pa je možno torej zgraditi te hiše za mlade družine oziroma za tudi starejše občane. No, skratka, tu še ni določeno, tu gremo zdaj šele z prvo smernico za spremembo OPPN-ja, kajti zdaj nastanejo stroški, da potem poti nazaj več pravzaprav ni, torej da to območje pripravimo za to, da bo v prostorskem smislu komunalne ureditve in pa v prostorskem smislu zmožno tukaj graditi, torej, če rečem na grobo ceno 40 ali pa med 30 in 40 teh hišk, ko smo mi ponovali manjših hišk za mlade družine ali tudi za svoje starejše občane. Tako da občinski svet to sprejel z par smernicami, ampak te odločitve bodo sprejete še kasneje, kako se bo to potem ponujalo, ali se bodo ponujale hiše, ali se bodo ponujale parcele, potem metoda ponujanja, skratka tu vse odločitve še sledijo, zaenkrat je bila pa soglasno in bo rekel skoraj z nekim navdušenjem sprejeta odločitev, da gremo na tem območju občine, torej v ta projekt gradnje hiš. To je bila 11. točka, potem pa še kadrovske točke, torej imenovanje nov predstavnik v nadzorni svet JKP Ravne in pa nov predstavnik v nadzorni odbor občine Ravne. Tu sta bila predlagana kandidata Peter Stočko, ki je bil imenovan, in pa tudi Lucija Franc Knez, ki je bila imenovana v nadzorni odbor. To je bilo pa tudi vse na dnevnem redu te naše zadnje, oziroma predvidoma zadnje seje občinskega sveta. Prosim. Kdaj bo ta OPPN se lahko realno se bi lahko spremenil? A to v drugem letu ali še kasneje? Ne, v drugem letu, ker gre za spremembo OPPN-ja, računamo, da bi za spremembo potrebovali pol leta, 6 mesecev, tako da bi se lahko recimo nekje hitro, tako jeseni, drugo leto ali pa mogoče že pred poletjem sprejel dokončno nov OPPN, ki bi imel seveda bistveno več hiš, tako da zdaj štartamo to spremembo. So tu soglasodajalci, s katerih je seveda odvisno nekaj rokov, ampak ocena je, da nov OPPN seveda ni mogoče sprejeti v takem času, ampak sprememba pa je morda možna. Se pravi, 60 parcel bo pol. Ja, zdaj to je pač grob izračun, to so zdaj taki izračuni iz Excelove tabele. Ampak 60, ne bo pa 60 hiš, 30 do 40. Ja, ker bi 2/3 tega območja bi bilo za one hiše. Tako, 2/3 za one male hiše, to so res manjše hiše, 1/3. Samo so pa malo večje, kot je bilo rečeno, 85 do 100 kvadratov. Ja, zdaj 85 je ponudba, je v bistvu tloris, imamo že hišo, načrt hiše že obstaja, Zdaj bomo toliko strogi v OPPN-ju, da bomo rekli točno 85, ali bomo šli malo v toleranco, če si kdo še kako, bi rekel, na misli, kako bi rekel, izboklino na hiši,
načeloma ni problem. No. Ker OPPN je lahko zelo strog, lahko predpiše celo tip hiše, da je možno samo točno tako hišo zgraditi, lahko je pa bolj ohlapna, ne, pa določi pogoje, ne vem, višine, krat dimenziji, skratka tu so svetniki debatirali bolj v smer, da mora biti strog OPPN, no, da se predpiše tam morda 2 hiši, A, B, in potem lahko graditelji izbirajo torej med 2, ali celo da občina zgradi hiše, so debatirali svetniki, no, pa potem ponudi parcelo in hiše. Ta model se bo še raziskoval tudi pravno, no, kaj je možno sploh. Ampak cilj je torej, ja, da je hiša do 100 kvadratnih metrov v eni etaži, no. Da ni pol tek, no. Ja, kako pa bi pol terasa bi bilo? Mislim, da bo to 2 terase najmanj tu potrebne, ja. Najmanj 2 bo to tu, ker prvo je oska parcela, pol se malo razširi. Tu pa zdaj je naloga na projektantih oziroma snovalcih OPPN-ja, da pripravijo to rešitev, no. Kaj je najbolj racionalna uporaba prostora, no, za čim manj komunalne opreme za čim več parcel. A to je tam tisti dol konc Čečovja proti Kotlem, ko se gre? Ne, to je proti Nanočkem vrhu. To, če se pelje, tako bi šli na center, na socialno delo, je pa gor cesta naprej, ja. Tam je pol, zdaj gost v naravi, no. Gost se bo posekal zdaj, je občinska last, no. To je občina pravzaprav dobila od države. Teda, to ni primer Kotel 4, kjer smo mi dejansko kupili parcelo od fizične osebe, pa potem prodajali to, kar je zdaj bila dražba, no. Tu je v bistvu občinsko že po sistemskem smislu, no. In to je rečeno, no, formula bi bila 50 000 evrov, to je zaenkrat ponudba hiše, no, strani tega projekta, Back to the Village, to gre za montažno hiško, seveda. 50 000 hiška plus parcela plus komunalna oprema, no. Medtem pri komunalni opremi ima občina možnost subvencionirati to opremo določenim ciljnim skupinam, mladim, starejšim, skratka tu. To še pa tudi nima tako določeno. Tu še ni nič določeno, ne, to še nič ni določeno. Tako ste rekli, OPPN bo teko zdaj, mogoče sporedno teče investicija, no, tu se bo še rešitve iskale, no. Ampak cilj je to, no, cilj je 50 000 plus parcela plus komunalni prispevek, to ponuditi, no. To je vezano na sejo. Zdaj, če imate še kaj drugega? Ni kaj drugega, vsebinskega. Če ne, se vam zahvaljujem, no, za vaše delo, tudi v letu 2021, da spremljate, kaj se dogaja na občini, da obveščate javnost, tako da z tega vidika hvala in pa čestitka, želim vam lepe praznike, božične, novoletne in pa srečno, predvsem pa zdravo novo leto 2022. Hvala.